Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Trbovljah obiskal pobudnike in prostovoljce projekta Maske za vse ter predstavnike Katapulta, družbe za spodbujanje podjetništva. Ob obisku jim je vročil repliko Jabolka navdiha. Spoštovana gospa županja, gospod župan, oba ljuba gostitelja, gospe in gospodje. Ti časi preizkušajo naš značaj. Preizkušajo naš značaj kot posameznika in kot naroda, države. V takih časih se rojevajo najbolj plemenite vrline, sem in tja pa tudi tiste, ki jih ne moremo šteti za take. V tem času ljudje delajo izjemna dejanja, v izjemnem času ljudje naredijo izjemna dejanja. To je eno takih dejanj. Prav gotovo je najpomembnejše to, da ste pomagali z maskami ljudem v času, ko so jih najbolj potrebovali. Ampak upam, da gostitelja, županja in župan, vi vsi ne razumete narobe, če rečem, da je to sicer najpomembnejše, vendar je skoraj enako dragoceno, da ste s tem soustvarjali nek duh časa in na nek način dali pečat, vrednostni pečat našim ravnanjem v tem izjemnem času. Iz vaših ravnanj drugi ljudje lahko črpajo navdih. Ne gre samo za vas, ne gre samo za vaše zadoščenje, ne gre samo za to, da ste vi zadovoljni, da je Jure zadovoljen, da je ponosna županja, župan, tudi župan iz sosednje občine, vi, ampak da vsi vidimo tukaj eno samo zavest, da naj bo še tako hudo, bomo na koncu zmagali. Na koncu bomo zmagali. Če še nismo zmagali, pomeni samo, da še ni konec. Nihče ne ve, kako se bo ta kriza stvarno odvijala. Ko smo že upali, da je v vsaki državi potrebno doseči vrh in se potem krivulje začnejo spuščati, vidimo, da se lahko navzočnost virusa znova pojavi v državah, ki so te vrhove že dosegle, na Kitajskem, v Koreji, v Singapurju. Torej ne moremo s sigurnostjo reči, dokler ne bo ali cepiva, ali zdravila, torej bistvenih game changerjev, da lahko vnaprej napovemo razvoj dogodkov. Vse to nas sili. Prvič, da ostanemo ljudje v najbolj plemenitem smislu te besede. Da seveda pazimo nase, ampak hkrati, ko pazimo nase, mislimo tudi na drugega. To se mi zdi zelo pomembno. S tem, ko tako ravnamo, v bistvu spodbujamo sebe k tistim ravnanjem, ki niso pomembne samo za nas, ampak za celo skupnost. Ta občutek pripadnosti skupnosti pa je v takih izjemnih razmerah nekaj, kar nam daje vedeti, da ne bomo pozabljeni, tudi če se bomo znašli v težavah, ker bodo drugi poskrbeli za nas. Ni pomembnejšega občutka od tega, da vsak član skupnosti ve, da če se bo znašel v težavah, lahko računa na svoje sodržavljane, na druge pripadnike skupnosti, da mu bojo pomagali. Kadarkoli je šlo kakšnemu narodu težko v zgodovini in našega je čas že preizkušal, je bil ta občutek usodnega pomena in je tudi označil tisti čas in značaj ljudi v tistem času in dal na nek način katapult za vrednostno ravnanje ljudi po tistem izjemnem času. V tem smislu je bilo vaše ravnanje pomembno ne samo s pričo tega, da ste z maskami pomagali ljudem, ampak da ste dali ljudem občutek, da znamo v trenutkih, ko se zdi, da kakšen problem ni rešljiv, da ste znali najti rešitev in da ste k temu povabili ljudi, ki imajo dan zadoščenje, tisti pa, ki so bili s to akcijo rešeni, pa občutek, da niso bili pozabljeni. Ne morem reči, kako zelo dragoceno je to sporočilo, ne samo tukaj za Trbovlje, ne samo za to dolino, za celo Slovenijo. Zato sem seboj prinesel, kje je, repliko Jabolka navdiha, mogoče je kdo od vas opazil, da sem konec prejšnjega meseca vsem, ki so tako ali drugače, ki ste tako ali drugače pripomogli k temu, da je šla Slovenija naprej in da je šla Slovenija naprej z upanjem, za dobroto
z plemenitostjo podaril jabolko navdiha. Žal je bila predsedniška palača za razliko od siceršnjih podaritev prazna. Ampak zato pa, zdaj mislim, da drugič zapored v nekem realnem prostoru to jabolko navdiha dajem vam repliko seveda. Tisto originalno jabolko navdiha ostaja v predsedniški palači kot spomin na te izredne čase. To je pa ena replika, sprejmite jo kot izraz moje hvaležnosti in kot izraz hvaležnosti ljudi, ki mi jih je čast predstavljati, željo, da greste po tej poti naprej. Ogromno ste naredili, ampak ne odnehajte. Tega še ni konec, zmagujemo, ampak naj bo to, prosim, ne samo izraz hvaležnosti, ampak tudi izraz podbude, da nam nikoli ne nehate biti navdih. Iskren čestitki. Na tem mestu bi se jaz rada tako vam, ki ste to izpeljali, v imenu torej tudi vseh treh županov, iskreno zahvalila. Na koncu je padla ideja, dajmo mi ljudem material pa si sami zašijejo, ker v najkrajšem možnem času lahko pridejo do zaščitnih oziroma do higienskih mask. In moram reči, da se je ustvarila neka energija, vsi smo delali za vse, pa vsi za enega. Zadovoljstvo, ki je prevevalo ob izdelovanju mask, je bilo izredno veliko. To je tisti občutek, ki ga starejši pogrešajo, saj se velikokrat počutijo odrinjene in nekoristne. Ko smo ob koncu malo nazdravili, je Mimica rekla, no pa stari nismo še čisto za odpis. Rizična skupina pomaga mlajšim. In ob tem smo se vsi nasmejali. In začetka, kot je rekla Jelka, smo bili 4, smo mislili, tu bo 5 živil, tu bomo enostavno razposlali, ni problema, no pa so se pa začeli ta popraševanja usuvati. Še doma z družino, ženo, z otroci smo kar precej večerov pakirali tele maske, pa smo videli, tole ne bo šlo. In smo prosili za pomoč in ste prišli.